Pozdravljeni, dragi poslušalci Radia Študent. Poskušala vam bom na kratko nekako povzeti, kar smo se danes videli. Torej, najprej smo tam okoli 4 smo prišli na Obrežje, kjer je bilo 50 do 100 ljudi. Večinoma so bili to moški, ki so bili ločeni od ostalih. Bila je precej mirna atmosfera, migranti so čakali v vrsti, čakali so sicer na registracijo. It seems like we was arrested. It's not a problem of police, it is the problem of government. They don't give us only one meal in 24 hours. No tents, we sleep at ground. I don't understand why. Potem smo nadaljevali pot proti Dobovi, v ta zbirni center, bivše ta Hala Beti, kjer je pač bilo tam cirka 100 ljudi. Pričakovali so sicer nove skupine. Na terenu je bila prisotna tudi vojska, polno oborožena vojska z avtomatskimi pištolami za sebi. Zdaj pač, ko smo prišli na Ceven, smo pač tam povprašali, kako je zdaj, če lahko gremo noter, da vidimo, kakšna je situacija. In nas je ta pač vodja Adre nekako poslal nazaj za trak, češ da mediji tam nimamo kaj za početi. In so nas preusmerili na policijsko postajo Brežice, kjer naj bi se registrirali. Torej pot sva nadaljevala potem v Brežice, kjer so nam na policijski postaji onemogočili registracijo in so nas preusmerili na gospo Alenko Drenik, ki pa se po 8 klicih in enemu sporočilu ni odzvala, torej nimamo odgovora. To pač nekako si interpretiramo, da pač medijem povsem blokirajo dostop do vseh informacij oziroma do videnja, kakšna je dejanska situacija na terenu. Halo? Apsolutno noben ne vidi, da smo not. Tu, če kartice kažejo neki palamudijo, akreditacijo, pa bilo kaj, ne sme jeti not. Torej, od podneva do zdaj, do večera, nismo uspeli priti zraven do kampa, razen pod pretvezo, da smo neki prostovoljci. Ne? In tudi sicer pač prostovolec je lahko samo tisti, ki deluje preko Rdečega križa še vedno, torej vsem ostalim je dostop onemogočen. Trenutno v Brežicah je zagotovo preko 1000 ljudi, ki so prišli sem kaj peš. To smo bili tudi priča, popoldne je prišla še ena večja skupina in očitno je pač policija oziroma odgovorni so spremenili taktiko in zdaj pač mnogo je bilo tukaj tam nekih 20 avtobusov, ki so jih vozili na neko neznano lokacijo. Kakor smo uspeli zvedeti, so bili te ljudje še neregistrirani, obljubljali so jim, da grejo direktno v Avstrijo, ampak kakor smo pač nekako uspeli dobiti neke informacije, jih v bistvu peljejo samo v drug kamp oziroma v drug ta zbirni center. Kateri so nam povedali, da so v kampu že več kot 2 dni in na mrazu, brez hrane, vode, brez toalete. Ljudje so obupani, na kar kaže tudi to, da je eden danes izvedel samozažig. Veliko je poškodovanih, rešilci ves čas vozijo ljudi, pač tukaj smo priča objokanim mamam, očetom, ki iščejo svoje otroke. Ravno kar smo se pogovarjali z eno izmed članic Rdečega križa, ki je tudi sama obupana in vidi, da je ogromno družin ločenih, kar je pač samo še dodatna neka psihološka stresna situacija. Priča smo bili tudi pač mnogim obnemoglim, ki jih vlečejo nekako ven iz te množice in pač so jih tukaj poskušali nekako reševati na tleh. Tako no, situacija je precej grozna, sploh zdaj je padla noč. Vemo, situacija se vedno zaostri, ko pade noč in je pač seveda s tem tudi zlaga mraz, poostri situacijo. No. Ljudje so nagužvani, policija, vojska, prisotna sta tudi 2 oklepnika. Tako no, vojno stanje. Toliko od mene zaenkrat. Srečno.